Prijeten, prijazen pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije AS. V studiu imamo danes gosta Roberta Titana Feliksa, slovenskega pesnika, pisatelja, urednika, prevajalca, vodja založb, kaj bi še vse lahko rekla, kaj ne, Robert, kot ste rekli takole poprej, po naše domače, kulturni esermešter. No, vse to smo pozdravljali vsi skupaj. To smo pravzaprav večinoma vsi, ki se ukvarjamo z kulturo v tem prostoru. Vemo, majhen trg je, nekako je treba preživeti poslovni subjekt, preživeti sebe in definitivno opravljamo več različnih vlog pod isto osebo, kot bi jih recimo pričakoval, da jih potrebuje nek tak manjši subjekt za delovanje. Sicer pa tudi vsi, ki živimo na neki način od ustvarjanja, lovimo, kar pač v prostoru je in sestavljamo različne vloge, da nekako sestavimo leto za letom skozi življenje. Vendarle inspiracija, impuls pa mora biti pri kulturnih umetnikih, ki smo vsi malo više bolj, ne? Romane, približno 7 ste napisali, 7 pesniških zbir. S tem namenom ste prišli tudi v studio, da malce predstavimo zadnjo pesniško zbirko Vsakdanjosti. Pa vendar, gre za inspiracijo, ne moreš kar tako reči, zdaj bom pa nekaj delal, nekaj pisal, če ne pride tisto, morda po noči, čez dan, ne? Torej za pesni posebej, ne? In zgodba, ki ima naslov Vsakdanjosti, gre za, ko sem malce prelisal, res pesmi, ki so potegnjene ali pa so del našega vsakdanja. V bistvu osnova je bila pisanje besedil. Nekako ni bilo v začetku namensko, bolj je bila neka stava, če to znam ali ne znam, na kak način bi to sam naredil. Tako da sem se v prvi fazi dejansko največ lotil najosnovnejših tem, ampak vedno sem skušal najti neko varianto, ki recimo še ni bila obravnavana drugačno perspektivo. Tu je recimo pred oltarjem kot besedilo najbolj zanimivo izhodišče bilo, ker sem seveda, ko sem začel pripravljati pesmi o vsakdanjosti, ogromno gledal tudi tistih kanalov, kjer je veliko vsakdanjosti, kot so TV Petelin pa Golica, nekako študiral te najbolj frekventne teme, ki se pojavljajo v prostoru, in me je zamamilo recimo napisati pesem o poroki, ki je pisana z očetove perspektive, ne? Ker večina pesmi tako v narodno-zabavni kot pop glasbi ali opisuje samo dejanje, ljubezen, ki privede do poroke, seveda je najbolj frekventno poslavljanje od doma in matere, ne? Oče je pa malo bolj ob strani v našem kulturnem prostoru. No, in te teme, ki so v recimo klišejskih življenjskih položajih, ki so pa vedno najbolj osebni, ker najbolj osebni življenjski položaji so vedno najbolj klišejski in tudi najbolj čustveno doživeti, kar je pravzaprav njihov čar. Ravno ta povezava njihove popolne klišejskosti in popolne osebnosti v isti meri, ne? In tej položaji so mi bili izhodišče na začetku, potem pa je ta igra seveda rasla tudi naprej do bolj kompleksnih tem. Ko sem takole na hitrico prelistal, ne? Kje ste dobili navdih za pesem o kompotu? Nekaj ne vsakdanjega, bo pa verjetno zanimivo, morda za kakšne glasbenike dajo v glasbi to besedilo, ne? Kje je? V bistvu v Rimi. Ko sem pisal te pesmi, sem nenadoma začel ugotavljati, da obstajajo določeni tudi klišejski verzi, klišejski vzorci, v katere se ujameš in recimo na noben način ni ponovitev nečesa drugega, čeprav je popolna ponovitev nečesa drugega, ker je na isto sporočilo narejenih vsaj 1000 pop skladb že, ne? In ampak potem sem razmišljal, kaj zdaj narediti. Ali zdaj vsak vers, ki dejansko odpelje v nek standard pop kulture, spreminjati v nekaj drugega, samo da ne bo to.
Tega nisem naredil, ker potem ta pesniška zbirka ne bi bila to, kar je želela biti, zato sem raje sprejel to igro. In ko sem videl, da se pojavi nekje kak klišej, sem v bistvu celotno pesem zgradil okrog tega klišeja. No, kompot je pa... Kompot. Kompot, ja, ampak vsaj je pesem o morju, ne, in dobro, se ne bom je zdaj iskal, kjer se mi pojavi ob plaži vrt, ne, kar je, oziroma plot. Najprej se pojavi plot in to je ena od takih rim, kjer pač moraš nekaj razmišljati, kaj bi našel. Ne. Najlažje rime so seveda, kot se vsi šalimo, travica, kravica. Ne. Ja. In sem se spomnil na tisto pesem o Angeliki, ki je točno na tej primorsko duhoviti igri zgrajena, pa sem se rekel, vredi, vzamem prvo asociacijo, prvo rimo, ki se mi pojavi in celotno temo v bistvu zgradim okrog te rime. In seveda potem je prišlo do rime plot, kompot. Mojstri tako dela. Jaz upam, da tale najn pogovor gledajo kakšni glasbeniki, pa bodo posegli po tele knjigi. Recite mi, Robert, tudi ostale pesniške zbirke so o vsakdanjosti, menda ne, je verjetno kakšna tudi zbirka. Ostale zbirke so bile precej hermetične, precej drugačne. To je zdaj mogoče tudi taka leta, tak čas, ampak je pa drugačnost te pesniške zbirke ravno v tem, da je imela to izhodišče, da je bila pisana kot besedila, ki se jih je potem nabralo nekaj več, kot je sedaj že v glasbenih, 4 so že posnete, pa zdaj tudi iščejo svoj stop v prostor, ki seveda ni najenostavnejši v našem kulturnem prostoru, kar se tiče predvsem pop glasbe. In zbirka je pa nastala, ko sem začel ugotavljati, da se pravzaprav znotraj celote pojavlja neka zanimiva igra, ravno to, kot sva zdaj izpostavila, neka zanimiva ustvarjalna igra, ki lahko potegne bralca tudi zgolj kot branje poezije. To so mogoče Vaški podobar, pa Leseni bog, pa pesmi o pokrajini, ki so z malo drugačnega asfaltnega vidika napisane, lahko zanimive za bralce, tudi recimo, če ne bojo vse doživele glasbene izvedbe, ker kljub temu, da so vse pripravljene za glasbeno izvedbo, je seveda celotna pesniška zbirka prevelik zalogaj za spraviti na trg in tudi z glasbo je tako, da ponavadi narediš 5, 6, 10 uglasbitev, pa potem vidiš, kje se je zgodil tisti premik, tisti čudež, da se banalno rečeno splača vložiti v promocijo neke popevke tudi v glasbeni izvedbi. Vsako obdobje prinaša seveda svoje pesmi, tako kot vi zorite, kot vi se spreminjate, jasno, to smo navajeni pri poetih, tako tudi poezija prihaja. Imate kakšno prednost, ker ste vodja založbe Droplja in Volosov hram pri izdaji pesniške zbirke nekaj malega, bržkone že, ne? To vsekakor, ne? Tudi to je vaš poklic, založništvo, ne? Morda še o tem kaj? Prednosti v tem, da sem sam svoj gospodar in vse slabosti tega, da sem sam svoj gospodar, bi rekel. Tako da ni samo lepih stvari na eni strani, ne? Ni samo črno in belo, ampak je pravzaprav pomešano sivo. Kot ste dejali, se pa na kulturnem področju seveda vsi kulturni delavci borimo, bomo rekli, ne? Za tisto, da preživimo, da vendarle nekaj delamo za blagor naroda, kot je zapisal svoj čas Cankarka, ne? Ja, moramo pa preživeti tudi na trgu, ne, tako da pri takšnih butičnih subjektih so dejansko vse tiste čudovite prednosti, samostojnosti in svobode, po drugi strani pa tudi vse tiste, ne bom rekel slabosti ali šibkosti, ampak bolj nevarnosti. Dosti hitreje te trg odplavi in pogubi, kot če si vključen v kako večjo zgodbo. Robert, samo še morda, če smo zbudila skomine pri naših gledalkah in gledalcih, kje se da vaša pesniška zbirka vsakdanjosti dobiti, kupiti? Internet, spletna prodaja Zavoda Volosov hram, ki pokriva tak Zavod Volosov hram kot Zavod Droplja, oba manjša butika, prek katerih delamo knjige, imata odlično spletno prodajo in dostavo dejansko, če je le možno, naslednji dan.
Robert, hvala za obisk v našem studiu, da smo malce predstavili vašo zadnjo novo pesniško zbirko Vsakdanjosti. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Če je bilo kaj takšnega, kar vam je zbudilo zanimanje, ne bom vam prebiral naslovov pesmi, ki so res vsakdanje, recimo Pogled s terase, mislim, da je ena od teh, pa poskušajte priti do tele knjige in uživajte v branju nove pesniške zbirke Roberta Titana Felixa. Hvala za pozornost, srečno do prihodnje.